poniji zdaj pojejo, noč toplih src prikličejo. Dajmo, bitja, pojte zraven. La 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 la. La 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 la. Ne praznujejo vsa bitja na enak način, veš? Ja, zmaji nimajo ponijevskih praznikov. Seveda jih imamo. Jaz obožujem večer toplih src. Prijatelji in darila in družina in darila. Gre tudi za to, da odmislimo vse razlike in se družimo, tako kot so to storili zemeljski poniji, Pegazi in samorogi na prvi praznik. A zato postaviš njihov ogenj prijateljstva na vrh drevesa, da se spomnimo na njihovo enotnost? In ker zgleda kul. To je moj najljubši dan leta! Se ne da ne maram drugih dni, torki so super! Joni je všeč vsak dan, ki se začne z zimskimi počitnicami. Cela 2 tedna brez pouka. Kako bo Oselus preživela? Mislim, da boste vsi uživali počitnice v družbi svojih družin in s praznovanjem svojih lastnih tradicij. Pozor vsa bitja, šola je uradno zaprta. Vesele praznike in se vidimo po počitnicah. In za tiste izmed vas, ki potujete izven Konjataje. Ja, ali se ne bi tudi vi morali pripraviti, če zamudite vlak, boste imeli res dolg sprehod? Spakirajte in vas bomo mi odpeljali do postaje. To je tisti novi metuljček, ki sem si ga želel, kaj ne? Boš pač moral počakati. Saj čakam, ampak v mestnem času trezem. My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete to have mine. Do you know you're all my very best friends? Kaj se je zgodilo? Vse je uničeno, to se je zgodilo. In mislim, da to ni bila nesreča. Nekdo je bil tukaj. Tam! Zunaj! To je nasilje učencev. Bolje, da se predaš, kdorkoli že si, imamo te v kotu. Halo? Je kdo tam? Preverila bom pri zadnjih vratih. Kaj se dogaja? Še ena zabava? Je še kakšno bitje vstopilo sem? No ja, vsi mi smo, da bi spakirali, kot si nam naročila. Po tistem, ste kaj slišali? Kaj se dogaja? Jona je spakirala! Je kaj narobe? Zadnje vrata so zaklenjena, ni izhoda. Ampak kdorkoli je že kriv, je moral priti sem notri. Videli smo ga. Kdorkoli je kriv, zakaj? Tisto tako nekul. In kdorkoli je kriv, je stekel v vaše sobe. Nihče ni prišel ven in vsi vi ste še vedno tukaj. Eden od vas mora biti kriv. Ampak zakaj bi kdo od vas želel sabotirati večer toplih src? Kaj? Ne, ni šans. Jak tega ni naredil? Jona je užaljena zaradi obtožb. Ne vemo, kaj se je zgodilo. Morda to sploh ni bilo nalašč. Ampak želim dati krivcu priložnost, da pove po resnici in razloži, zakaj. Vam bom olajšala zadevo. Zaprite oči. Torej, če ste krivi, dvignite svoje kopito ali kremplje ali karkoli.
Daj no, Spike. Izgleda, da morava... Spike, sedaj lahko odpreš oči? Kaj? Kaj pa jaz? Vsi jih lahko. Ampak, ker nobeno bitje ni prevzelo odgovornosti za ta nered, mi boste vsi morali pomagati pospraviti, preden lahko greste domov. Ni fair! Fer! Zakaj moram jaz ostati? Ampak počitnice! Medtem, ko čistite, boste eden za drugim hodili v mojo pisarno. Ker je poštenost eden od elementov harmonije, želimo dati vsakemu od vas priložnost, da pove resnico. In ko bomo odkrili, kdo je bil, samo počakaj. Potem bomo... Kaj točno bomo naredili? Krivec ne bo odšel domov na počitnice. Ona ali on bo ostal tukaj na 1-1 prijateljskih lekcijah. Ampak kaj, če nihče od nas ne prizna? Potem... Očitno ne bo praznikov za nikogar. Vsi boste ostali tukaj tekom počitnic. Takole poskusimo priti temu do dna. Kdo bo prvi zaslišan? Bom jaz. Bolje to kot pometanje. Hej, že vem! Iz tega lahko naredimo igro. Kdo bo prvi končal pospravljanje? Jak bo zmagal? Jak je najboljši pri pospravljanju? Prihranimo si čas in preidimo k bistvu. Kdo od vas je kriv? Jaz nikoli ne bi storila česa tako groznega. Obožujem večer toplih src in ne želim ostati tukaj na počitnicah. Sploh nisem vedel, da vi neki praznujete praznik toplih src. Ja, to je naš najljubši praznik. No, odkar nam ga je ravnateljica od Twilight lani predstavila. Našemu klanu je dala zelo jasne navodila. Dobrodošli v tradicijo in zabavo praznika toplih src. Tukaj vodniki vam bo pomagal praznovati ponijevsko zgodovino. Družine začnejo proslavljati s postavljanjem drevesca. Žejni, spite nekaj prazničnega punča. Tik pred spanjem si ponije izmenjajo darila. Ne piše, koliko časa ne bi trajalo? In da zaključimo praznovanje, lahko zakurimo. Prižgite in zapojemo pesem. Lučke, 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 lučke. Morda si čisto malo narobe razumela navodila. Morda nismo vsega naredili točno tako kot vi, ampak smo ustvarili svojo lastno tradicijo in komaj čakam, da jo ponovimo tudi to leto. Če bomo kdaj prišli od tu? Oselus, ti si na vrsti. Kaj se je zgodilo? Ja, kaj pa misliš? Povedal sem mi, da nisem kriv. Jona je utrujena od čakanja! Jaki so vedno doma za praznike! Kako pa praznujete praznik toplih src v Jakjakistanu, Jona? Jaki ne praznujejo! Naši prazniki so mnogo boljši. Pravimo jim Šildarfest. Noč prej jaki zberejo stvari za uničiti in jih naložijo na velik kup, potem zjutraj pa jih uničijo. Popoldne jih uničimo še enkrat. Zvečer. Torej, gre samo za uničevanje stvari, kot pri vseh ostalih vaših praznikih. Ne! Odkje Grifonu ta ideja? Ta praznik je toliko več od tega. Lani, na primer, najbolj perfektni Šildar doslej. Cela družina, dedek, babica jak, Jonini brat, sestra, mama, oče jak in gremo v gost in pojemo jakovsko pesem. Pesem jaka, zelo kratka, ponovimo. Pesem jaka, zelo kratka, ponovimo. Pesem jaka, zelo kratka, ponovimo. Te leta v družini postavijo perfekten kup stvari. Potem ga jaki uničijo. Potem pa družina jak zgradi perfektno snežno trbo in jo uniči. Potem pa obesimo perfektne stvari na perfekten mahokup in Ga uničite.
Kaj pa mislite, da jaki so? Barbari? Mahov kup je poseben družinski ritual. Lani ritual za Jono. Cela jakovska družina se zbere okrog Jone. In prvič spletajo Jonine lase. Torej, da povzamem. Vaši prazniki so za uničevanje stvari in družino. Dve najbolj perfektni stvari na svetu, združeni. Vesel Šilderfest! Vesel Šildar tudi tebi, Jona. Tako super se učiti o novih tradicijah od novih prijateljev. Ja, no, eden teh novih prijateljev nas je spravil v težave in bolje, da prizna takoj. Sandber? Oprosti, ampak rekli so, da želijo tebe naslednjega. Zakaj bi hitel domov, Smolder? Se zmaji nimate pravih praznikov. Kaj ne? To je tako žalostno. Nekaj morate početi po zimi za zabavo. No, imamo praznik ognja. Vsi zmaji se združijo in pripovedujejo zgodbe. Najboljša dobi nagrado kup draguljev. Katera zgodba je zmagala lani? Naslov je bil Uresničitev sanj. Daj no, sedaj nam jo moraš povedati. V redu. Nekoč pred davnimi časi je živela mala, žalostna zmajčica. Njeno ime je bilo Scales. Živela je sama v divjini in ničesar ni imela za jesti. Ampak neke noči, ko je sama sedela v nevihti, je nekaj zaslišala. Bil je zmajski lord. Scales je bila prestrašena, ali je zmajski lord rekel, naj se ne boji, da jo bo odpeljal v zmajevo deželo na veliko pojedino. Scales je sedela z družino in prijatelji zmajskega lorda in imela največjo, najboljšo večerjo draguljev, kar jih je kdaj jedla. Potem, medtem ko so zmaji pripovedovali zgodbe, pa je Scale pomislila, da bi bilo zelo lahko prevzeti oblast od tega slabotnega in občutljivega zmajskega lorda. Opazila je svojo priložnost in jo izkoristila. Prevzela je žezlo krvavega kamna in zavzela zmajevo deželo. Prisilila zmajskega lorda, da je živel zunaj v mrazu, kot je sama nekoč. To je grozna zgodba. Morda zate, ampak zmaji radi poslušamo zgodbe, v kateri so prijazna bitja poražena. Silverstream, na vrsti si. Pridi. In si jim povedal, da si kriv? Kaj? Ni šans. Zakaj bi rekel kaj takega? Saj že tako živiš v Ponijevcih. Če ostaneš tukaj med počitnicami, ne bo nič kaj takega. Šola prijateljstva je dober prostor za Ponija, da praznuje ponijski praznik. Še vseeno bi ga raje preživel z družino doma. To me spomni. Imam najboljšo praznično zgodbo na svetu. Naslov je Dan, ko je moja lutka praznika toplih src skoraj padla v ogenj. Tik preden smo šli spat, so moja mami, moji oči in moja sestra postavili svoje lutke praznika toplih src na pregrinjala, kot so to storili vsako leto. Ampak to leto sem jaz postavil svojo lutko preblizu roba in je padla. In? Moja lutka je padla na tla, ampak lahko bi padla v ogenj. To je odlična zgodba in povedal si jo res dobro. Ja, res je šlo za čudež praznika toplih src. Naslednji. Smolder, pridi z mano. Jona, tole čaka na te. Zadnja dva. In če noben od njiju ne prizna, to pomeni... Nikoli ne bomo šli domov. Tukaj bomo ostali zavedno. Še dlje kot zavedno. Ampak jaz ne smem zamuditi 3 dni praznovanja svobode. Kako dolgo pa to traja? Včasih je samo 1 dan, ampak sedaj smo dodali še 2 dneva, da bi obeležili pobeg pred nevihtnim kraljem. Vidiš? Celo knjiga obstaja? Kraljica Novo jih je izdala za turistični svet gore Aris, da bi zgodbo predstavila gostom. Prvo noč bomo preživeli v Morskataj in se zahvalili oceanu za zaščito pred nevihtnim kraljem. Ples v morju, petje kitov, šklepetanje školjk.
Veliko stvari. Drugi dan bomo na gori Aris, kjer bo ples na nebu in pesem vetra v harmoničnem gorovju, da proslavimo poraz nevihtnega kralja. Potem tretji dan vsa bitja se zabavajo skupaj na kopnem in v morju. Stari starši in sestre, strici, bratje, znanci, sosedi in bratranci. In na koncu noči bo kraljica novo razdelila darila. Čakaj malo, bratranci. Kdo so to? Otroci tvoje tete in strica, saj veš, del tvoje družine. Spet nas hecaš, kaj ne? Ugibam, da nobeden od vaju ni priznal. Ravnateljica je rekla, ne počakamo tukaj. Morda si bodo premislili glede naših počitnic. Zakaj bi si? Sprijazni se, obtičali smo tu. Ampak, jaz moram domov. Moja mami dela najboljše algine krofte. Kako si lahko tako miren glede tega? Saj sem jezna, ampak kažem drugače. Izgleda, da sploh ne kažete. Kaj hoče poni povedati? Morda pa to ni bilo delo samo enega. Morda so bili 3 od vas in skušate skriti svojo skrivnost s tem, da niste razburjeni. To ima smisel. Družba, nehajte. Ali pa se morda krivec samo pretvarja, da je razburjen, da bi nas zavedel. Jaz? Ampak nisem. Daj no, pusti že to. Daj no, Selus. Veš, da si bila ti. Samo izpljuni. Rekel sem, nehajte se kregati. To ni bistvo praznikov. Ne glede na to, kako jim rečete ali kako jih praznujete. A sploh veste, kako srečni ste lahko s svojimi zgodbami o povezovanju in prijaznosti in druženju z vsemi bitji, za katere vam je mar? Ampak grifoni tudi to počnejo, ne? Neki praznik o luni. Festival modre lune. Enkrat na leto, ko so grifoni prijazni drug z drugim. No, kolikor so lahko prijazni. Družine se zberejo ob jedi in se potem pritožujejo nad hrano in eden drugemu dajejo darila, ki jih ne marajo, in večinoma pač samo poskušajo ne vpiti drug na drugega. No, si vse lahko s svojo družino. Ne, ker jaz nimam družine. Kaj pa dedek Graf? To je samo njegovo ime, v resnici ni moj dedek. Nikoli nisem čutil, da imam mesto v Gryffindolu. Potem pa sem prišel sem in spoznal vse vas. Zato nočem domov na počitnice. In zato sem to jaz naredil. Grifon je uničil okraske. Ja, jaz sem bil. Pecilni prašek sem dal v ogenj prijateljstva. Torej, ni bila Oselus? Zakaj si uničil te stvari? Nisem imel tega namena. Samo pomislil sem, da če bom to naredil, nas bodo učitelji prisilili, da skupaj pospravimo. In bili še malo skupaj. No, saj je delovalo, ni? Bolje kot sem mislil. Ko je ravnateljica Twilight zagrozila, da bo odpovedala zimske počitnice, to je pomenilo, da bom ostal z vami cele praznike. Zato tudi nisem priznal. Zakaj torej to priznavaš sedaj? Ne maram vas videti, kako se prepirate in obtožujete drug drugega. To je ravno nasprotno od tega, kar vsem vam prazniki pomenijo. Razen mogoče tebi, Smolder. Ne moram vas zadrževati od sreče vaših domov in družin, samo zato, ker se sam počutim slabo. Žal mi je. In ne skrbite, ni treba povedati našim učiteljem. Sam bom. Niti treba. Že vemo. Nekako smo uganili, da si bil ti, ampak smo ti hoteli dati priložnost, da poveš po resnici. Ponosna sem, da si jo izkoristil. In vesela sem, da si poslušal pri pouku poštenosti učiteljice Applejack. A še vseeno se boš moral odkupiti in sam boš moral ostati tukaj za praznike za dodatne lekcije iz prijateljstva. Jaz bom ostala z njim. In jaz tudi. Tudi ona ostaja. In jaz ostajam. Kaj? V redu. Verjetno ponijevski prazniki ne morejo biti tako slabi. Sedaj lahko končno spoznaš, kako je preživeti praznik toplih src s prijatelji, ki te imajo radi. Izgleda, da v resnici ne potrebujejo dodatnih lekcij. Ker očitno že veste, da gre pri prazniku toplih src za združevanje, bi bila počaščena, če bi se vsi pridružili mojim prijateljem kot gosti za našo praznično mizo.
Potem, ko končate s pospravljanjem. Gremo, hitro! Hej, to me spomni na še eno zgodbo. Na takrat, ko sem skoraj polil grozdni sok po belem kavču. Ali ima žalosten konec? Mislim, da ponijevske zgodbe ne delujejo na ta način. Bi Galos hotel Joni splesti kite? Raje ne. Svet je večer toplih sonc. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.